Ko imaš nekoga, pa mu pomagaš, ne, enemu otroku, tudi s kakimi motoričnimi stvarmi, ne, da ne boš padel, da ne boš to, ne. To ga vedno prikrajšaš izkušnje, ne. Na dolgi rok delaš invalida iz otroka, ne. Ker ženska rabi, če je kraljica, rabi služabnika. Ženska, če je kraljica, ob sebi ne more imeti kralja. In ker če je kralj, tudi kralj rabi služabnika. Če sta pa kralj in kraljica, kdo pa za njih delal pa skrbel? Veliko ljudi po mojem tudi sploh ne zna razlikovati med mislimi pa občutki, pa sploh ne zna razlikovati med občutki pa potrebami. Ja, jaz mislim, da je to neko naravno stanje človeka, ne, da ti skušaš narediti po liniji najmanjšega odpora, ne, da priješ do nekega cilja. Ne. Work smart, not hard. Ne. Zdaj so pa to neki ekstremi, ne, ki že pride malo do tega, da so mogoče pričakovanja, da boš ti prišel do nekega rezultata v kratkem času zelo visoka. Ne. Jaz mislim, da je tle večji problem, ne, da si ljudje ne predstavljajo, da je pot do nekega uspeha, pa do do nekih dosežkov, da si ne predstavljajo, koliko je ta pot dejansko dolga. Ne. Mislim, da je tle tista glavna razlika. Ne. Nič ni narobe, če ti iščeš načine, kako boš ene stvari delal čim bolj učinkovito, ne, da ne boš glih razsipal svojo energijo, ne, tam, kjer ni treba, ampak da se hkrati zavedaš, da večina teh poti, ne, torej do uspeha, da so to vse maratoni, da to niso šprinti. Ne. Saj jaz tako vidim. No. Jaz tudi delam dosti z mladimi. Jaz imam zelo pozitivne izkušnje z mladimi, ne, saj s temi, ki delam. Ne. Z mladimi dela so zelo odprti za nekaj novega, so kot neke gobice, ki srkajo. Veliko manj je teh nekih prepričanj, ki blokirajo njihovo rast. Ne. Recimo pri 50-ih, ki dela z nekom, ki je 50-60 let star, so ena prepričanja tako zakoreninjena, tak močen temelj v življenju. Tudi če on zavestno ve, da ga ta temelj tepe, je to tak del identitete, da tega enostavno ne bo spustil. Ne. Medtem, ko nekdo, ki je 20 let star, ima že tudi neke temeljne postavljene, ampak niso toliko zasidrani. No. So bolj moldable, bolj se jih da oblikovati. Ne. Tako da meni je, pri mladih se mi zdi edino to, no, da mogoče je ta percepcija nekega hitrega uspeha, da jih to zavira, da pač probavajo ene stvari in hitro obupajo. No. Jaz mislim, da je mogoče to večji problem, ne. Da se neki lotijo, pa ne rata, pa obupajo, pa se lotijo neki drugega, pa skačejo. Ne. In jaz sem isto delal, ne, službe v službo, ne, sem iskal nekaj, kjer bom jaz lahko zarastel na hiter, ne, in ker ni bilo, sem pa tle me ne cenijo, grem drugam. Ne. In to se mi zdi, da je en tak zelo pogost vzorec pri mladih. Ne. Da je to zavedanje, da tudi tisti, ki je čez noč uspel, da je ta noč do te noči trajala prej 10 ali pa 15 let enega trdega dela, raziskovanja, dela na sebi, dela v tej stroki, ne, da je pol čez noč lahko naredil to bum, da so ljudje slišali za njega. Ne. Kaj tako, za nekoga prvič slišiš, je to čez noč. Ne. Se pojavi na TikToku. Tako, ja. Ko se tebi pač nekdo pojavi na tvojem radarju, pomeni, da ga včeraj ni bilo, ne. Danes je bil, ne. In ti to dojameš pa čez noč, zdaj kar posod. Ne vidiš pa vseh teh 20,000 korakov, ki je ta človek do te točke naredil, da je prišel sploh na tvoj radar. Ne. In to se mi zdi, da pol je tle malo ta percepcija pri mladih, pa tudi pri marskomu starejšemu izkrivljena. Ne. Drugače pa to, da ti stvari delaš učinkovito, da skušaš biti, ne vem, po neki liniji najmanjšega odpora, ne, v smislu, da kako lahko jaz to naredim v čim krajšem času, čim bolj učinkovito, da me čim manj koštalo. To se mi pa zdi, da je nek naš spet del našega naravnega mehanizma, zaradi katerega tudi mi hitro napredujemo in kot posamezniki in kot družba. Javor? Se strinjam, mogoče dve drugi perspektivi še. Eno, ki mi je prišlo na misel, kar meni zelo pomaga v življenju, je zavedanje te neke cikličnosti v vsakem kreativnem procesu. Se pravi, tako kot jaz jo vidim, je pač neka inspiracija, nekaj bom naredil, ne. Tako je za inspiracijo prije ponovno neka frustracija, se pravi, neki ne gre, neki se zatakne, vidim, koliko je to naporno, težko. In potem tretja faza je pač delo. In se mi zdi meni to zelo pomaga v vsakem kreativnem procesu, lahko to v katerikoli segment prenesem. In da se zavedam, recimo nekaj sem začel, zdaj sem v stanju navdahnjenosti, ne vem, ta projekt bom naredil, ne vem, ta nov tečaj ali karkoli, pa jaz se z lesom ukvarjam, ne. In ko pridem v to frustracijo, v ta
blokado, da rečem, aha, to je zdaj samo ta faza, ne. It's ok, pač to je naraven proces. Je v redu, ne. Tle mi spet je fajn, da se naučimo te neke čustvene inteligence, obvladovanja tega stresa. In potem gremo v ta kreativni proces dela. In potem mi tako spet pride, to bom naredil, da bi jaz in si spet ful navdušen, ne. In potem se to spet pojavi, prej nek nov challenge. In če jaz to vem vnaprej, da se bom v teh ciklih vrtel, pol ko pride ta odpor, ta frustracija, ta izziv, vem, da je to del procesa, bodi si v odnosu, bodi si v nekem kreativnem projektu. Tako da to, nekaj sem še hotel, mi je zdaj šlo. Ja, jaz bi nekaj dodala. Tole frustracijo, ki ste omenili, ne. Jaz opažam, da ljudje, sploh mladi, zelo težko prenašajo frustracijo, ker jim starši ne omogočimo, da bi se z njo spopadli že kot otroci in da bi se naučili, kako funkcionirati v frustraciji. Mi smo večino življenja smo v neki frustraciji. Nekaj je samoumevna in smo jo ponotranili. Ampak se mi zdi, da moja generacija je to znala malo bolj, kot ta generacija, te mladi, ki zdaj prihajajo, ne. Prav je, da starši otrokom omogočimo, ampak mi zorimo samo čez frustracijo in mi sebe spoznamo samo čez frustracijo. In jaz osebnostno ne bom zrasla na otoku, kjer pijem koktejle pod palmami in kjer imam jaz sinje morje pred sabo, ne. Jaz se bom soočila s sabo takrat, ko mi bo težko, ko bom rekla, čakaj Marijana, kaj je zdaj to? Kako iz tega, ki je tvoja vloga, kaj lahko narediš, če se ne moš narediti, kaj je res, kaj ni res, kaj ti samo doživljaš zaradi ne vem česa, ne. In vse je danes narejeno, zdaj pretiravam. Nek trend je, tako kot je bila pred leti ta pozitiva. Jaz sem luč, jaz sem svetloba, jaz sem sonce, jaz sem ljubezen. Ja ne, nisi, vse je v nas. Vse je v nas. V nas je tudi žalost, pa jeza, pa nevoščljivost, pa ljubosumje, pa zavist. Vse je v nas, ne. In tukaj ta balans, da se mi odločimo, ja, tudi to je v meni, vendar jaz tega nočem in bom s tem nekaj naredila, pa magar potlačila, ker se zdaj ne morem s tem ukvarjati. In to, da se mi ne počutimo dobro, tako kot sem jaz prej omenila socialna omrežja, ne, mi vidimo 1 sekundo življenja in si rečemo, super, da ta tako živi, ampak meni treba biti 24 ur v tem, dovolj je, če sem jaz 1 sekundo v tem, ne, tako kot je ta oseba. In če se zdajle ne počutim dobro, je to naravno stanje, zato ker to stanje mi omogoča, da sem bolj previdna, da premislim, da se bolj pravilno odločim. Jaz sem se malo roznela zdajle, tako kot se ponavadi razunavam, ampak res se mi zdi, da to okno dvoma, ki ste ga vi omenili, ne, more biti in si reči, zdajle, če se jaz ne počutim dobro, če se počutim slabo, ni s tem nič narobe, zato ker ni čisto tako, kot se jaz zdaj počutim in se bom počutila boljše, ampak točno tako je obratno, tako kot se zdajle počutim, ali je res vse tako ali lahko malo dvomim. In še eno stvar bi čisto na hitro omenila, to, kar rečejo, nikoli ne obupaj. Nikoli ne obupaj, pejt, gas, samo dej. In tukaj ljudje to posplošijo. In ti, ko si ti v stresu, ko si tesnoben, si ne boš dati neke naloge, ki ti je že vsak dan življenje, ti je pretežko, da si boš dal potem še neko težko nalogo. Moš najprej vsak dan spraviti v nivo, da boš potem lahko to naredil. Še povej? Spravi je ključno, koga imamo ob sebi, ko smo v bistvu v dvomih oziroma... Čakati, da bomo imeli nekoga ob sebi, je težko. Tukaj se zanašati na druge. Večina smo tako narejeni, ne? Da prelagamo odgovornost na drugo. Večina iščemo rešitev zunaj sebe. Nekdo bo prišel, ki nas bo rešil. Nekdo bo naredil nekaj namesto nas. Jaz
govorim, poslušaj posnetke, delaj vaje, naredi to, napiši mi, peti ovo na novo. Ja, pomaga za pol ure, pa pride pa misel nazaj. A ne te osnovne stvari, ustaviti neko misel v glavi, s katero se nihče ne ukvarja, to je osnova. Ja, potem, če je delovalo pol ure, pomeni, da deluje. Se pravi, moraš samo ponavljati, zato ker da te misli pridejo v glavo, ne, to ni stvar, ki se je zgodila včeraj, tako kot uspeh se ne zgodi čez noč, ampak to je že zgodovina. In če si ti prej 10 let živela v tem in že od otroštva ti veš, meni reče ženska, ja, kar se jaz spomnim, jaz sem vedno imela neke tragedije v glavi, ne? Neke grozne stvari, vedno me je bilo strah. Ja, 20 let moramo mi dve predelati, ne pa ure, ne? Je ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje. In to je frustracija. Ja, se pravi, v otroštvu nismo, oziroma tako vprašanje, se pravi, to spoprijemanje s to frustracijo oziroma rast na tem področju, da smo trdni, da znamo izkazovati jezo, žalost in tako naprej. Če tega nismo bili v otroštvu, mislim, da nam starši tega niso dovolili, je bolj težko, ne? Je? Težko je, če so preveč strogi, težko je, če so preveč popustljivi. Tisti, ki bo znal napisati 10 točk, kako vzgojiti otroka, mu ne bo treba. Ampak tako smo več v starši, ne? življenju. Ja. Mi bi reč svoje otroke zaščitili, da sploh ne bi trpeli, da ne bi okusili življenje izven doma, ne? Cone udobja, da ga zavijamo. Tudi recimo, ko so problemi v šoli, rešujejo starši, ne učenci med sabo, ne? Ampak dobro, zdaj so že te medvrstniške mediacije pa tako naprej, nekaj delajo na tem, ampak vseeno, ne, še zmeraj se starš vmeša vmes, ne, da hoče rešiti otroka, zaščititi, tako naprej, ne. Kaj bi ti dodal tukaj? Ne, to sem, s tem zelo resoniram, s temi mediacijami, recimo to tudi delo pač tega pristopa nenasilne komunikacije, kako to začenjati v vrtce že vnašati noter, da se ne, škanem kot skrbnikom, recimo, je zelo enostavno, tam, ko se dva kregata zaradi ene lopatke, recimo, boš ti zelo hitro našel rešitev. Zdaj, če se ti vmešaš, jih boš prikrajšal te izkušnje, da se dva, eno je to, da shendlata s konfliktom, da shendlata s čustvi, ne? In če se to začenja že v sistem, v šolski sistem, v vrtce, uvajati, se mi zdi super, no? In to je tudi praksa tega pristopa, da imajo potem te mediacijske kotičke, da imajo celo mediatorja, tudi, ne vem, 5-6-letniki lahko, ne, en medira, pomaga rešiti konflikt v zvezi z neko igračo in potem rata to navada. To se potem otroci lahko naučijo, ne, in če se že kot mali to učimo, da ni zdaj nek big deal, če se ne strinjamo ali pa če je nek konflikt, da imamo neka orodja, ki smo se jih naučili in rata to nova realnost v bistvu, ne. Samo to. Rok? Ja, lepo si to povedal. Meni se tudi zdi, da ko je otrok, ne vem, takrat je 5 let star, ki je 6 let star, ne, takrat se ključne povezave tvorijo v naših možganih, ne. Takrat je zelo pomembno, da so te pristopi k razvoju načina, kako se z teh stvari rešuje, čim boljši, ne. Da ima tam mediatorja, pa da tam se uči konflikte sam rešujete, je to super, ne. Da ne bijajo drugi tvojih bitk namesto tebe, ne. Ti, ko imaš nekoga, pa mu pomagaš, ne, enemu otroku, tudi s kakimi motoričnimi stvarmi, ne, da ne boš padel, da ne boš to, ne. To ga vedno prikrajšaš izkušnje, ne. Na dolgi rok delaš invalida iz otroka, ne. Ti, ki ga skušaš zaščititi pred zunanjim svetom, ga ropaš izkušnje in ga delaš invalidnega. Jaz to vidim tudi, ko delam s katerimi otroci premožnih staršev. To je fajn težek life, ne. Ker si ti na plači, pa zato, da nič ne delaš, pa nimaš nobenih znanj pa sposobnosti zase poskrbeti, ker so vedno drugi zate poskrbeli. To si pa zelo neboglen, kljub temu, da bi naven mogoče kažeš, da nisi, ne, se pokažeš, si star, ne vem, 35 let, kvazi uspešen, čeprav v sebi veš, da nisi, ne, kreati, ne. In to so pač odrasli invalidi, ne, v dostih primerih, ki imajo zelo težko življenje. Veliko je tudi samomorov pri takih ljudeh, ne, glih zaradi tega, ker niso sposobni sami živeti, zaradi tega, ker so bili oropani vseh teh izkušenj skozi svoje življenje, ne, ker se niso rabili zase postaviti, ker niso rabili svojega denarja zaslužiti, ker niso rabili svojih problemov sami rešiti, ne. Pol enostavno, če nimaš te izkušnje, kako se boš naučil, ne?
Kako je pa ta čustvena inteligenca v današnjem času? Jaz mislim, da kolektivno da tako napredujemo, a ne, na teh področjih. Ne, da, če gledamo kolektivno, koliko je zdaj znanja, koliko je zdaj raziskav, koliko je zdaj ljudi, ki se s tem ukvarja, da se napreduje, ne, da imamo tudi velik dostop do informacij, imamo internet, vsak čas nisi imel tega dostopa tako, ne, nisi imel v enem telefonu noter neko možnost vse poiskati za vse tvoje težave, neke rešitve, oziroma predloge rešitev, ki jih ti pol testiraš. A to lahko tukaj prekinem? Zdaj je ta ChatGPT, ne? Ja. Se pravi, nek terapeut, ki ga imamo zmeraj ob sebi in noter pišemo v bistvu naše počutje in on nam daje odgovore. Kako je to nevarno? Ali še to tukaj? Ja, to je nevarno iz vidika, da mi lahko, kje jaz vidim nevarnost, je, da prekinjamo malo stik s sabo tudi zaradi tega, ne? Ker imaš ti eno stvar, ker lahko vedno greš ne po odgovore, ti ne greš čez te svoje procese, čez čustva. Ne? Naše telo, pa tudi naša čustva, to je res dovršen mehanizem za osebno rast. Ne? Mi imamo žalost, ima nek svoj namen, jeza ima nek svoj namen. Vsako čustvo je lahko neka stopnička na poti naše osebne rasti. In s tem smo opremljeni. In kar se zdaj dogaja je, da če imam jaz eno napravo, ki mi daje zelo dobre predloge, pa zelo dobre odgovore, ne? Se to je problem, ne? Ker je toliko dober, ne? Toliko ti dobre ene stvari razloži, ne? Da ti v bistvu za vsako stvar se začneš k temu obračati, ne več sebi. Ne rešuješ stvari v sebi, ne spustiš čez te svoje filtre, zato ker imaš le eno zadevo, ki ti pove. In kar se s to, kje vidim tukaj mogoče neko nevarnost na dolgi rok, da zgubljamo počasi stik s sabo. Jaz recimo vidim pri kreativnem delu svojega dela, ne? Kreativem za oglase pa to, ne? Pred ChatGPT-jem sem jaz to mogel pomisliti, sem se mogel to dati, ne, sem razvil ta del sebe, ne, sem rekel, ok, kako bi bilo pa to najboljše. Zdaj napišem jaz, kar rabim, tu dobim 10 odličnih predlogov, kar zdaj delam je, da grem v trgovino pa rečem, to bom, ne. Pač mi dal one predloge, aha, ta je pa res dober, ne. In je dober, ne, kar je fajn, ne, za moje delo, ampak zdaj za moj razvoj, moje kreativnosti pa ni dober, ne. Tako da to je tudi fajn, da smo malo na to pozorni, ne, da to je eno orodje, ki je lahko zelo fajn, zelo super, ker nam pri marsičemu pomaga, odličen vir informacij. Pa spet nočemo, da nas dela invalida, ne, pri tem, da se mi nismo v stiku s sabo, pa da se ne poslušamo, ne, pa da ne razvijemo tudi okno dvoma, to je problem, ne. Če imaš ti nekoga, ki ti da skozi nek pravi odgovor, pol ti ne dvomaš več v te odgovore, ne. Prej, ko je bil Google, si saj ti odprl 10 strani in si ti mogel po neki svoji presoji poiskati ono, ki ti je bila najbolj kredibilna, ne. Zdaj dobiš en odgovor, ki je dober, ne, v večini primerov in temu verjameš in vedno boljši bojo te odgovori, ne. Ker pomeni, da se bo to okno dvoma začelo zapirati, ne. Mogoče boš ti čutil drugače, ker si dobil tam odgovor. Boš temu verjel, zato ker ti je dal že 10 odgovorov do zdaj zelo dobrih. Boš rekel, lej, s tem se ne strinjam, čutim jaz drugače, ampak pismo, temu bolj verjamem, kot sebi, ne. Tle jaz vidim neko mogoče nevarnost pri čustveni inteligenci, ne. Jaz delam z čustveno ranljivimi osebami, ženskami, odraslimi, polnoletnimi. In sem imela primer, ko je gospa mi poslala odgovore od ChatGPT-ja in odgovori niso bili pravilni, zaradi tega, ker ona je podala svoje mnenje in jo je ohranjal oziroma jo je še bolj zapletel v dramo, da druga oseba z njo manipulira. In ko je ona ChatGPT-ju dala sporočilo, ki ga je dobila, je rekel, da je to čista manipulacija. Ko je meni poslala to sporočilo, ni bilo nič drugega, kakor samo neka izražena skrb. Se pravi, jaz povem, kaj si jaz mislim o neki zadevi in jo pošljem tebi, kar ne pomeni, da manipuliram s tabo, ampak sem povedala samo svoj vidik. Nisem pa rekla, da moraš ti potem narediti tako, kot sem jaz rekla. In tukaj sem pri chatu potem jaz naredila test. Prav tako, ker imam pač čas, ker ne hodim več v službo. In ja, ko ti chat usmeriš na tja, kamor ti hočeš, ko vztrajaš pri teh, te bo zapeljal, te bo podpiral v drami, te bo podpiral v žrtvi. In drug test sem naredila, kako je, ko s chatom koketiraš. In ti začne pošiljati smajle in ti začne spraševati, kako si, če si preživela lep dan, če rabiš kaj, sem tukaj zate in pomežik pošle.
In vedno sem ti na razpolago in tukaj je nevarnost, da se bodo ljudje čustveno navezali na umetno inteligenco. Ljudje, ki bojo temu podvrženi, so tisti, ki imajo zdaj veze nadaljavo, ker jaz se precej ukvarjam tudi s temi odnosi. Veze nadaljavo, kjer njim ni toliko pomembno, da osebo srečajo, da z njo živijo, ampak da lahko ohranjajo tisto sliko, tisti ideal, domišljijo v sebi in s tem postajajo srečni. Ne? Jaz ne rabim tebe, jaz ne rabim ob sebi osebe, kjer se bova vprašala, kaj bova danes jedla, pa kdo bo pomil pa pospravil posode, ali pa čisto preprosto, kdo bo še prvi v kopalnico. Ker tudi zaradi tega se lahko skregamo. Ampak nič od tega, samo ljubim te, tukaj si, tukaj sem zate, kaj lahko naredim zate, lep dan ti želim, dobro jutro. A veste, ljudje se navežejo na dobro jutro. Vsak ti 10krat pošlji dobro jutro in toliko procentov ljudi se bo navezalo na dobro jutro, na sporočilo, na navado. Zdaj sem zašla, ampak ja, s ChatGPT-jem je treba delati malo previdno. Tako, kot ste vi rekel, jaz rabimo glas, super. Ko v ChatGPT vnesemo svoja čustva, moramo biti mi tisti, ki vodimo chat. In ne chat, da vodi nas in da pišemo noter samo zato, da bomo dobili potrditve. Ja, imaš prav, ja si uboga, ja je uni grd, ja je narcis, ja je toksičen, ja je nesramen, ja te ne sliši. To, kar zdaj govorijo, da ženska mora biti kraljica, to je najslabši stavek, kar ga lahko nekdo v odnos vnese. To pričakovanje. Ker ženska rabi, če je kraljica, rabi služabnika. Ženska, če je kraljica, ob sebi ne more imeti kralja. In ker če je kralj, tudi kralj rabi služabnika. Če sta pa kralj in kraljica, kdo pa bo za njih delal pa skrbel? Služabniki skrbijo za kralja in kraljico. In jaz le vidim res, tukaj je res velik težav. Jaz rečem ženski, daj vzem se v roke, naredi, kar ti lahko narediš. Ko veš, da si naredila vse, potem premišljuj, da gresta narazen. Ne pa ja, meni pa ni všeč, kako je prijel kozarc v roke. Okej, dajmo začeti pri realnih zadevah. Ne? Ta kozarc ni pomemben. Kaj pravzaprav? Aha, strah te je odnosa. Dajva začeti tle, ne? To je to. Jaz hočem biti kraljica. Čem je pravzaprav problem? Se želiš imeti lepo z njim? Ja, no, zdaj pa narediva tako, da se boš imela lepo z njim. In še en stavek bi rada dala. Sem rekla, da se razumem. Da bomo z nekom ostali, se odločimo takrat, ko je z njim najbolj težko. Ko je z njim najbolj težko, se vprašamo, ali znava midva zadeve tako rešiti, da se še vedno počutim varno, slišano, enako vredno ob njem. In za ločitev se odločimo takrat, ko nam je z njim spet najbolj lepo in se vprašamo, ali tole zdajle, ker je lepo, ker sva tukaj gor, čist na vrh in še višje, vredno tega, kar bo spet prišlo in kar se bo spet nadaljevalo. In to je tista prava odločitev. Mi pa delamo obratno. Zaostanemo skupaj, se odločimo takrat, kaj je lepo, da gremo narazen, se odločimo pa v afektu, dost imam. Pa čez 3 dni katastrofa. Res je. Ja, bi še ti kaj dodal tukaj? Mislim, meni se zdi pomembno, ja, to se v bistvu že omenila, koliko se lahko naučimo handlati z čim širšim spektrom naših občutkov oziroma čustev. To smo pač mi, to je del nas. Ne? In tle si lahko pomagamo zelo spet. Jaz izhajam iz te nenasilne komunikacije, ne, kaj je spožilc, kaj je vzrok. Ne? In preusmerjanje pozornosti notri vase in potem razumevanje, da to sem jaz, to se v meni dogaja. To ni zdaj drugi, ne? Ni zaradi drugega. To kazanje s prstom navzven, ne zaradi njega, zaradi nje, zaradi sistema, zaradi unga. Ne? Je v bistvu neka projekcija, s katero skušamo nekako mogoče lajšati stik s to intenziteto doživljanja znotraj nas, kakršnakoli že to je, v smislu teh občutkov. Ne?
In ena stvar, ki se meni zdi tudi, recimo, ki sta omenjala v zvezi s temi socialnimi omrežji, meni se zdi tudi pomembno imeti ta direkten stik. Če smo pregovorili o mladih, pa tudi, ne vem, po moje te naše generacije, no, čeprav jaz sem recimo tudi srečo, jaz sem odraščal brez vseh teh stvari, ne, tako da sem dokaj vajen direktnega stika, ampak jaz si želim se tudi pri sebi biti pozoren in se spodbujati, da hodim med ljudi, da sem z ljudmi, ne, in ko smo z ljudmi skupaj, se pač dogajajo razna trenja, se dogajajo pač prijetne stvari in tudi neki triggeri, ne. Ampak se mi zdi ravno to point, da se raje se tega naučim, kot pa da se od tega oddaljujem stran in se zapiram ali pa zapiramo potem v te neke kapsule skoržene, te neke sobe s telefonom in potem si domišljamo, da imamo neko dejansko interakcijo preko scrollanja in tapkanja. Tako da se mi zdi zelo vredno, zelo pomembno. Ena stvar, ki sem zdaj razmišljal zadnje dni, ker recimo z mojega vidika te telefoni, to ni več niti sploh telefon, ne. Če mene vprašaš, sploh nima več veze s telefonom. Jaz ne vem niti, kaj to je, ampak se mi zdi zanimivo, sem prav gruntal, moje dva nečaka, recimo, ima sta prepoved, nima noben telefona, sicer sta še mlada, ne. Ampak jaz sem prav gruntal, če mogoče v neki fazi bi mi bilo zanimivo, no, kaj se zgodi z nekim otrokom, ki recimo do 16 leta ne dobi telefona. Nasproti z nekim otrokom, ki mu že pri 5 letih daje ono tablico in po moje se zgodi ogromna razlika v smislu, koliko so ti otroci bolj mirni, spet če gledam moje dva nečaka, ne, koliko smo sposobni, ko sem jaz z njima, pogledate one 2 risanki na dan, ne, ampak to je to. In koliko se lahko igramo, koliko sta kreativna, koliko iščete druge načine za se zaposliti, beremo knjige, rišemo, pač old school varianta, to, ko smo mi vsi počeli. In se mi zdi tudi nekaj povezano z razvojem možganov in z strukturiranjem celotne osebnosti. Tako da to je ena taka misel, tako, ja, ama mogoče smisel imeti debato okrog tega, da se to nekako, ne vem, prepove, ne vem, če se to da narediti, ne, do 12 leta, do 14, do 16 leta, ali nekako res omeji. Ja, ne vem, to čisto v smislu z tega, kam gremo, ne, da postajajo potem te otroci invalidi. Zdaj sem se pogovarjal z enim trenerjem, ki je rekel, da v tujini že obstaja neka izraz za nek izraz na obrazu, ki ga naredijo mladi, ko se ti mu kot tujec približaš, ker on sploh ni sposoben se odzvati, ne. Da je to zdaj že... Kaj zdaj že zamenjujejo med resničnostjo pa med iluzijo, ali kako? Mislim, ja, da sploh niso sposobni, ne vem, da ti na ulici priješ do nekoga in ga nekaj vprašaš, on pač tako gleda in da je za ta pogled, ki ti ga ponudi takrat, ker se ne zna sploh izraziti, ker ni sposoben se artikulirati z nekim tujcem, ne, da ima to zdaj že neko ime. In ta sposobnost biti en z drugim, imeti to interakcijo s tujci, se mi zdi ful pomembna, ampak tle zahteva pač ja, neke komunikacijske veščine, čustveno inteligenco, da se znam jaz obvladovati, ne, znam biti z drugim, ne. In samo še to, no, po drugi strani pa, da itak smo socialna bitja. Saj jaz vidim, da se zelo dosti boljše počutim, ko se družim, ko sem dejansko v fizičnem stiku z drugimi ljudmi, ko nekaj kreativnega počnemo, je to neprimerljivo boljše, kot sem jaz doma in tam nekaj tapkam po računalniku, ne. Res je. Zdaj smo zamenjali to socialno bitje za digitalno bitje. Bolj. Skozi smo na teh telefonih. Brez njega, če ne preživiš, ne, tako če gledaš. Dejansko, ne? Koliko smo odvisni od njih, pa nismo s tem rasli, ne? Smo nek letnik, ki nismo s tem odraščali, ampak nas je že zasvojilo tok, ne? Zdaj pa, če gledaš otroke pri 5 letih, 6, da imajo že telefon v rokah, pa to cele dneve gledajo, kaj bo z tega? Jaz sem tukaj nima tehnologija nad s tem, tukaj imajo starši s tem, ne. Je to bolj problem pri starših, ki nimajo časa za njih? Časa, interesa, iščemo spet lagodje. Imeti otroka je za starše frustracija. Mislim, ni samo buci, je vstajanje, je ukvarjanje, se moraš igrati z njim, ko se ti ne da, moraš brati pravljico, ko se ti ne da, ga moraš poslušati, ko se ti ne da, pa jaz sem mama, pa se mi je dalo, pa bi se mi moglo malo bolj dati, pa moj sin reče, da zdaj, mama, si bila že dobra mama, ampak jaz zdaj vem, da bi naredila drugače. Ko ima dvoletnik, zanj sem videla,
neko torbico, da jo obesiš zadaj za voznikov sedež, kjer ima naslon za tablico noter. Jaz se vprašam, a ste vi normalni? Če za res? Res? A tukaj so starši, greš v restauracijo ali pa v vozičku vidiš otroka, ki drži tablico pri 2 letih. To ni tehnologija. Tukaj ni tehnologija kriva. Dajmo odgovornost prevzeti na, pač smo odrasli, smo rekli, bomo imeli otroke, imej ga z vsemi prijetnimi in neprijetnimi. Boš imel žival, ja skrbi za njo. Tukaj smo odrasli in ne tehnologija, jaz mislim. Tehnologija nastopi pri 15 letih, ki ti ne moreš več otroku pri 15, kaj dost. Pri 15 ga usmerjaš, tako je rekel Rok, ti narediš do 7. leta, kar si naredil. Poj samo še loviš, ampak osnova je do 7. leta narejena. Ne? In če daš ti 2-letniku tablico v možganih, veste, kaj to naredi v možganih otroka? To je katastrofa. Ja, morda mu da še eno banco Vsi ti sladoleda impulzi. zraven, pa cukor, pa to, ne, da ga odnese. Ne. Jaz mislim, da je to podoben kot včasih, ko so dali, ko otrok ni spal, pa so mu dali malo ruma v mlek, ne, da je bil tih, ne. Da je bolj to, pač, da ni moto, ne, da ni moteč. Ne. Mislim, da dosti tih tablica igraje, se jim zdi ful fajn, ker otrok utihne, ker gre s fokusom, ne, in je tihne. In da se pa lahko malo sprostim. Ne. In potem tle pride do tega, da pač delajo z otroka invalida. Ne. Ja, moj sin je bil zloživ, in takrat je bila tišina, takrat sem vedela, da nekaj ni v redu. Takrat sem vedela, nekaj ni v redu. Ja. Ali je bila kopalnica mokra, ali je bilo kaj. Ja, to je orodje, ne. To je pač orodje, to ni tehnologija, tako se rekli, tehnologija ni zla, ne. To je ključ, lahko odpre nebesa, lahko pa pekel, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da otrok, to je ena zadeva, ki že kot odrasli vidimo, da nas hitro not potegne, ne. Da že mi težko kontroliramo neko zdravo mero tega, kje bo en otrok, ne, ni šans. Ja, to je kot narkomanu heroin stran vzel, a ne. Sej to je njegov, pač, on je na to pripet, on je odvisen, on ne more brez, a ne. Ker je njegov se na to navadil, ne. On tako na tak način pol vsi ti dražljaji, ki pridejo, se tam sfokusirajo noter, on pade in gre ven iz sebe, ne. Je v igrci, ne. Ja, dopamin se izloča v možganih, ne. In to je hormon nagrade, ne. In to je nagrada na nagrado in to je dopaminska zasvojenost. To pol pride do tega ADHD, ne. Saj to je odvisnost od stimulacije, ne. In to se razvija, pol imaš težave s pozornostjo kasneje, ne. Težko potrpljenje, kje je, to je španska vas, ne. Nobene potrpežljivosti, ne. Nobene vztrajnosti, ne. To imaš pol, težko boš karkoli pol v življenju kasneje ustvaril, ne. Saj ti imaš lahko fajn reflekse, pa motoriko, a ne. Ampak so tiste stvari veliko bolj pomembne. Tako da se mi zdi, da je tudi fajn, da gre človek čez neke faze, a ne, razvoja dosti normalno. Mi smo imeli dosti srečo, ker tega nismo imeli, ne. Jaz se spomnim prvi telefon, da je bil, ko je bil regla, da je bil tak, da se je res tako, da na veliko uporabljal, pa Mobičuk, ne. Smo bili mi tam 7, 8 razred, ne. Pol srednja šola so bili šele prvi te taki, da sploh še kaj drugega, da sploh glasbo gor poslušal, ne. Mi smo bili, res smo imeli srečo, da nismo bili temu toliko izpostavljeni, a ne. Nismo rabili, da so starši še za nas toliko odgovorni glede tega, ne. Tako kakor starši pač skrbijo za to, da otrok ne poje preveč sladkorja, da ne pije alkohola, da to je, se mi zdi, tudi pomembno glede konzumiranja tega orodja, ne. Torej telefon pa tablica, ne. Dej, spet, kdaj mu dati, ne. Moraš vedeti, da tudi družba je taka, da se to uporablja zdaj že v šoli, ne. Noče zdaj, da je tudi tehnološko invaliden, zato ker nima interakcije s tem, ampak da se starši zavedajo, koliko močen vpliv ima to na razvoj otroka, ne, predvsem to, da ima neko odgovornost, ne. Pa tudi glede vzgoje otroka se mi zdi, da tudi tako, da ti itak otroku ne moreš dati naprej nekaj, kar ti sam ne razumeš, ne. Tako da največ, kar lahko za otroke narediš, je, da delaš na sebi, ne. Da se ti naučiš te stvari kontrolirati, da ti veš, da stvari, ki niso dobre za tebe, da tudi ni dvojnih standardov, ne. Da te vidi tam malo, da si ti cel dan po telefonu, da se z njim ne ukvarjaš, ti pa lej, tamle imaš unga vlakca, voz un vlakac, ne. Da znaš tudi pokazati, da se dejansko ukvarjaš, ne.
Da on tudi vidi, ne, okay, če ati to dela, pa če mami to delata, zakaj se to ne smem? Ne? To dvoličnost otroci hitro zaznamo, ker smo videli, ne, da so starši kaj delali, kar mi nismo smeli. Ne? To imaš pol ta občutek neke krivičnosti. Ne? Pa začneš to na skrivaj delati. Ne razumeš, ni unga razumevanja v zadnji, zakaj to ni dobro za tebe. Tega ne delaš mogoče zato, ker ne smeš. Razumeš pa ne. In pol, ker ni nadzora, to delaš še več. In pol takrat to vse nadoknadaš. Ja, v bistvu vzgojo vodijo čustva. Ne? In ko se starši odločijo, da bojo pregledali svoja čustva do otrok, zakaj mu nekaj dovolijo ali nekaj ne dovolijo, takrat se potem spremeni tudi dinamika v družini oziroma dinamika med mamo ali pa med očetom in otrokom. In jaz sem imela delo z mamo, ki se je bala svojih 2 otrok. Ne? In je bila fajn punca, fajn ženska. Delala je z otroki, poklicno, ampak svojih 2 se je bala. In ko smo tisto predelali, je lepo postavila stvari na mesto. In imajo izzive, ampak je rekla, mi se imamo super. Je čisto drugače, opolnomočila se je v bistvu kot mama. In predno smo medvi prišli do tega, je trajalo 3 mesece, ne, da smo ugotovili, v čem je, te pravi, zakaj ona ne more reči ne. Ona je zbežala iz sobe. Tako močno je bilo. Ne? In danes imamo starše, ki se bojijo svojih otrok, ki jim ne znajo reči ne, pa ne zato, da bodo otroci trpeli, ne zato, da bodo otroci delali kraval, ampak zato, da bo otroku lažje in boljše. In tukaj vi ste rekel, da ste z Društva za nenasilno komunikacijo, če sem prav razumela. Po Marshall Rosenbergu. Aha. No in veliko bi mogli delati s tem, kako govoriti, kako. Vse to bi prosila, Javor, če lahko malo razložiš, kako v takih primerih reagirati oziroma postaviti meje oziroma se izražati. Samo mogoče, če se dotakneš tega vprašanja, če kaj še poveš zraven. Ne, meni se zdi, sem spet ta čustvena regulacija, jaz več kot to ne želim komentirati, ker nimam pač svojih otrok, no, ampak recimo, ko sem jaz recimo s temi mojimi dečaki, se mi zdi pač ključno to, koliko sem jaz sposoben sebe regulirati. In če jaz sem sposoben sebe zregulirati, če sem sposoben se sidrati v neko observacijo, ne, to je neko to ključno razlikovanje. Jaz zdaj interpretiram neko situacijo kot ogrožujočo, kot da je moje življenje zdaj ogrožujoče, ali pa če si znam pogledati, ok, kamera bi posnela, tle sem zdaj z 2 mulci, 3 pa 8 let, moje življenje ni ogroženo, ok, skačeta, sta živa, ok, ko se jaz čutim neko frustracijo, lahko to prediham, znam to regulirati in se potem, ne vem, kaj rabim, pomembno mi je spoštovanje dogovorov glede, ne vem, hranjenja recimo, ali pa glede nekega časovnega okvira, ko se igramo neko igrico, ali pa glede spanja, ne, lahko na ta način se izrazim, tudi lahko s povzdignjenim glasom, ampak niste nervoze, niste reaktivnosti, ne, je bolj iz neke prisotnosti, iz stika s sabo, no. To se mi zdi neka taka ključno povabilo. No? In to so te 4 korake nenasilne komunikacije. Ne? Kaj je observacija, kaj bi posnela kamera, to vidim. Ne? Ko se ob tem počutim, jaz sem odgovoren za to, ko se v meni dogaja, kot odrasel, kadarkoli. Ne? Da se naučim alkemizirati te občutke, jih preobraziti, kaj rabim, kaj bi sploh rad zdaj, kaj so moje potrebe. To lahko artikuliram in kaj moja prošnja v končni fazi. Konkretna prošnja, kaj lahko naslovim, da potem lahko to nekdo drug dejansko izvede. Da ne gremo to obtoževanje, ukrivljanje, grožnje, ne, ampak da povem, ne vem, to vidim, to mi je pomembno, lahko prosim to narediš. Na ta način tudi, recimo, če govorimo o otrokih, lažje v bistvu usmerjamo, ne? In ne stresamo tega, ne gremo v to delovanje iz te reaktivnosti in v ta jezik, ki ga poznamo, ne, obtoževanje, zahteve, grožnje, ukrivljanje, ne, evalvacije. To se mi zdi neka taka, se mi zdi zelo preprosti koraki, ki se lahko v bistvu vsaka nauči, zdaj v prakso jih je težje spraviti, še posebej to čustveno regulacijo, za kar se mi zdi pa spet, če si lahko tudi kot odraslo osebe začenjamo imati
če hodimo recimo v fitness, ne, in skrbimo za fizično telo, se mi zdi pomembno, da začnemo skrbeti za živčni sistem tudi. Ker nam bo bistveno boljše samo počutili. Vsaj jaz se recimo, ne. In če si vzameš ti, ne vem, 15-20 minut na dan in se bo tvoje počutje izboljšalo v razponu parih mesecev enormno, boš bolj miren, ali pa če govorim zase, sem bolj miren, bolj se znam regulirati, lažje se znam odzvati. Ima to ogromno doprinos za v bistvu vse odnose. Samo eni to izkoriščajo na drug način. Ne vem, na kakšen. Se pravi, hodijo na športne aktivnosti, da se izognejo komunikaciji, konfliktom, soočanja z trenutno situacijo. Mislim, ja, saj se tle teh izogibanj obstaja milijon in en način. Koliko si znamo spet to priznati, vsak pri sebi, pogledati, kje se zdaj izogibam, nekemu težkemu pogovoru ali pa neki mogoče kompleksni situaciji ali pa stiku z lastnimi čustvi, ne. In kar meni pomaga, recimo, ali pa kar bo mogoče pomagalo drugim ljudem, je, da v bistvu stik s tem čustvenim svetom, s telesom notri zaklenjena v bistvu naša moč, naša avtentičnost. In če si želimo, tako smo se že pogovarjali, če si želimo biti bolj avtentični, bolj kreativni, je to pač skozi stik s telesom, skozi razumevanje in učenje te alkimije, ne, preobraževanja tega čustvenega naboja, ki je v bistvu energija. Ki se jo lahko naučimo obvladati, to ni zdaj nek duhovni tabu, ne, to je nekaj zelo, ko bi rekel, prijemljivega, ne, ok, čutim frustracijo, lahko naredim dihalno vajo, lahko naredim že v parih minutah se lahko v bistvu ta intenziteta doživljanja zresetira. Da ne govorimo, ne vem, o neki dihalni vaji, ki traja na 10 ali pa 20 minut, ne. Se lahko čisto postavimo na pač pozicijo nič, v bistvu nas popolnoma zresetira. Še kaj dodal? Ne, super povedal, ne. Delo na sebi, tako ko lahko skrbimo za neko fizično pripravljenost, je fajn poskrbeti tudi za kaj drugega, ne. Jaz recimo to že zadnjih 7 let, vsako jutro trening pa meditacija, ne. To ni zdaj bom one dneve, ko imam čas, ni, to je prioriteta, ne. Da zjutraj nastavim te stvari tako, da sem čez dan optimalen, ker se boljše počutim, ne. Bolj sem umirjen, bolj lažje pol reguliram ta čustva, ne. Saj vsi imamo rukerje v življenju, ko prinesejo neke intenzivne občutke, in če imaš ti skrbi za ta nek svoj tudi duševni fitness, ne, pa čustveni, pol ko pride do teh rukerjev, nisi ti že na razburkani barki, ko boš mogel zdaj še to sprejeti, ampak si v nekem mirnem stanju in pa lahko greš lažje čez ves ta proces, ok, kaj se mi je zgodilo, zakaj se tako počutim, ok, to je zdaj konec sveta, ni, ok, na kaj to vpliva, ok, lahko glede tega kaj naredim, lahko, a ne, in pol že greš v neko reševanje, najprej malo začutiš, pol najdeš neke rešitve in pol vidiš, da karkoli ti življenje prinese, da lahko nekako shendlaš, ne. Zdaj, če pa ti ne poskrbi za te osnove, za ta svoj kor, ne, torej, da si v neki psihofizični kondiciji, da imaš nek ta osnovo, ne, tako kot si prej dobro rekel, da naravno stanje je mirno, ne, mirno stanje. Da ti skrbiš, da si v nekem tem naravnem mirnem stanju, pa vsaka kapljica je še nek dodatek, ki ti že v osnovi ne znaš dobro uravnavati, ne, in pol vsaka kapljica je ne, še to, ne, in pol si hitro v tej vlogi žrtve, ne, zakaj se to meni dogaja, ne. In pol pred temi bežiš, pol so pa ti umiki, ne, pol pa bežiš na fitness, ne, ali pa, ne vem, v bife, ne, zato da boš ti se izognil soočenjem z vsakim od teh problemov, ker imaš preveč vsega. Tako da je fajn, da poskrbimo za ta nek baseline, ne, da ti se čustveno zreguliraš, da si po naravi umirjen, ne, da iz nekega miru izhajaš. Jaz se prav spomnim, če to lahko tukaj prekinem, ker sem imela tudi težek dan, pa res je bilo res orenk težek. In sem šla v fitness, prav namerno sem šla v fitness in sem šla na tekaško stezo. Jaz sem tako olajšanje začutila, ko sem jaz začela teči. Ne moreš verjeti, ne, ko se ta energija, ko se sprošča in ko se misli zbistrijo in ko lahko pol postaviš cilje na novo, ne, koliko se ti to zbistri. Ampak vsi ponavadi gremo na to prvo žogo. Ne. Nimamo tega v sebi, da se umirimo, ampak tukaj se lahko spet vrnemo nazaj, koliko so nas starši pred tem podpirali, da smo izražali ta primarna čustva, ki smo jih začutili.
Ja. Pa tudi eno stvar bi sam še omenil, preden to uporabljanje besed, ne, da imamo težek dan. Ne. Dan kot tak ni težek. Ne. Nekaj se mi je zgodilo, bil je ta dogodek, pa bil je ta dogodek. Ne. Težek dan je pol, danes ne morem nič, danes je pač tak dan. Ne. Zdaj pa če vidiš, kaj je bilo dejansko težko, ena interakcija se je zgodila, ker sem to pa to začutil. Ne. Greš v detajle in tam lahko najdeš rešitve. Ne. Če pa jaz vržem vse v en koš, bom pa veliko težji pol to tudi prišel do nekih rešitev, da bom jaz sploh razumel, zakaj sem se tako počutil. Ne. Tako da jaz že tako govorim, jaz že 7-8 let nisem imel slabega dne. Ker dani so bili dogodki, ki so bili mi v izziv, ker sem se mogel z njimi soočati, ker so bili naporni, težki, ampak da bi pa zdaj cel dan vrgel v en koš pa rekel, da je slab, je pa to že več let nisem naredil. Ne. Pa so bile hude preizkušnje. Ampak še vseeno je bila una preizkušnja, se naučiš pol umiriti in pol vidiš, da tudi če je jutro se začelo naporno, da ti še vseeno si odgovoren tudi do svojega večera. Ne. Da rečeš, da z tega ven pridem, kaj bom naredil za to, da bo vsaj večer boljši. Ne. To sem sam hotel omeniti. Samo quote, nimamo težkega dneva, dan ima težkega nas. Ta je globoka. Ta je globoka. Ne, sem tako. Za premisliti, ja. Jaz bi se dotaknila samo tega miru, ki ste ga vsi omenili. Tako se nam zdi samoumeven. Ne? Potem se pa v praksi pokaže, ne? Da ko jaz sledi umirjem, mi rečejo, ampak meni bo dolg čas. Jaz se čutim prazna. Ja, pa prav je, da se čutiš prazna. A potem bo to tako, ne bo to tako, ampak zdajle tvoji nadledvični žlezi počivata in zdajle nisi v stresu in zdajle ne greš proti izgorelosti. Zato, ker kaj, mi smo bombardirani s dogodki, z ekrani, s filmi, s tekom, z akcijo. Nam se mora skozi dogajati. Tisti, ki se mu nič, kaj boš danes delala? Ja, nič ne bom delala. Kako ne boš nič delala? Ne boš šla na Šmarno goro, pa potico boš spekla, pa še vmes boš šla v fitness, pa še, ne vem, še 5 stvari naenkrat boš naredila, pa še v službi boš vodila sestank medcelinski ali ne vem kaj. Ne, daj se umiri. Ljudje, jaz sem zelo spodbujam ljudi, da se spoznavajo prek socialnih omrežij, preko spoznavnih portalov, čeprav ima vsak svoje mnenje, ne bom zdaj razlagala zakaj, ampak poglej ti, če ima 15 zanimanj, ta človek, on ali ona, ni zanimiv, ta človek ne bo imel časa zate, ta človek je notranje nesiguren, ta človek se hoče s svojimi hobiji ti pokazati, da je dovolj dober zate. Kdo ima 15 hobijev? Kdo ima 15 zanimanj? Kje ti najdeš v 24 urah toliko časa? In potem rečem, umiri se, daj umiri se, ne? Ja, tako pa ne bo šlo. Jaz se počutim tako prazno. Ja, tvoji 2 nadledvični žlezi počivata, čez 1 minuto ne boš več tako prazna. Tega se ljudje bojijo, ker mi smo navajeni hajpanja, še to, pa še to, pa še to, pa še to. In pa se primerjamo. In potem pogledam sebe in pogledam druge. In sem toliko dolgočasna. Kdo me bo sploh maral? In pa smo v začaranem krogu. Ja. Ali pa če se skušamo umiriti, pa smo med, ne vem, v partnerstvu, pa med družinskimi člani, pa nas vidijo, neka pa ti zdaj tu čas tratiš. Sam ti gledaš v steno, da se skušaš umiriti, pejt nekaj delati, veš, zakaj sediš, moraš nekaj početi. Že to je to v nas zakoreninjeno, da nismo non-stop na mestu, ker imamo ta slab občutek, da nekaj ne naredimo, kar bi lahko naredili v tistem času, ko smo si ga vzeli za sebe. Ne? Da saj izgleda, da delaš. Ja, saj pokaž. To smo se v službi trudili, ne? Pokazati, koliko mi delamo. Ne? Tu smo rezultate, to je drugo, ampak da izgleda, da delaš. Ne? Ja, veliko je tega produktivnost, ne? Da smo produktivni, nenehno produktivni, da greš naprej, kam? Ko boš pa sabo vzel? Tudi to, da mogoče, da smo to, da se mi sploh sprašujemo, kaj jaz sploh hočem, pa zakaj jaz to hočem?
Kaj mislim, da mi bo to prineslo? Ne? Da se malo tudi glede teh stvari vprašamo, ne? Zakaj moramo imeti tak tempo. Ne? Pa tudi, da ni, ne vem, jaz sem se prav, ker sem šel iz tega ekstrema, ker sem bil tudi zelo dolgo v tem ekstremu, da pač dolg čas je bilo to nekaj najhujšega, ne? Bog ne da bil malo sam sabo, ne? Sem bil zelo dolg v tem in to pol seveda terja vedno večji davek na telo in pol se zdravstvene težave začnejo kopičiti ena za drugo in tako, ne. In pol, ker sem videl, da je v tem problem in sem šel pol v kontra ekstrem, ne, sem veliko nekih sprehodov, veliko meditiranja, veliko razmišljanja o enih stvareh, ki niso povezane direktno s posloma, ne, pač raziskovanja samega sebe. In sem videl, kako mi ta mir paše, ne, in pa sem pa rekel, ok, ko pa jaz nekaj rečem, kaj sem danes delal, je pa kar imam feeling, da je to kar neka stigma, ne, da je pa lenuh, ne. In sem prav zavestno šel, ne, lej, ti si ponosen na to, da si danes preživel miren dan in ko te kdo vpraša, kaj delaš, kaj si pa danes delal? Čist nič, ne. In sem začel to s ponosom ven govoriti, ne, da jaz pa nimam veliko, ne. Ko pa imaš, pa nimam veliko dela. Zdaj sem spet v takem obdobju življenja, ki imam malo več, ne, ampak sem imel eno obdobje, ker res nisem imel veliko dela, ne. In vidiš, ko ljudje kar tako malo ne vejo, kako bi to sprejeli, ne. In pol, ko to en čas govori, pa vidijo tudi tvojo mirno prezenco, ne, prijatelji, pol začnejo to dojemati, da to pa mogoče ni tako švoh, ne. In pol pa začnejo, jaz bi tudi enkrat bil rad tako kot cveti, ne. In pa spet, kdaj? Kdaj je to enkrat, ne? Zakaj ne može biti zdaj, ne? Če je to res taka želja, ne. Večina se ustavi pri izgorelosti potem, ko telo odpove, ne, dejansko. Telo ti da preko slej stopne. Ja. Drugače tudi to je ena taka dobra zgodbica, ne, ki je bil ta Diogen, ne, grški filozof, se je pogovarjal z Markom Aurelijem, ki je bil mentor od njega, ne. In sta se pogovarjala in je razlagal Markus Aurelius, ne, je rekel, ti si oziroma ne Markus Aurelius, pardon, Aleksander Veliki. Aleksander Veliki mu razlaga tam, to je fajn, ti tako si na izi, ne, tako fajn življenje imaš, ti delaš kar češ v naslednjem življenju, a ne, če bi še jaz enkrat živel, jaz bi bil prav ti, a ne. Nobenega imetja, nobenih skrbi, nič tako, a ne. Pa ga vpraša, kdo bi pa ti bil v naslednjem življenju, a ne. On reče, to misliš? Jaz bil jaz, ne, jaz živim tako, ko hočem živeti, ne. In tako, ne, nam da to malo neko perspektivo lahko, ne, drugačne. Torej, on, ki je naven, in sploh uspešen, vse dosegel, veliki osvajalec ozemlja, ne, si ni bil zadovoljen toliko sam sabo, ne, pa s tem svojimi uspehi pa življenjem, si je hrepenel po tem miru in je rekel, enkrat bo čas za to, ne. On človek, ki je pa bil v tem, je pa rekel, ne, jaz si ne želim tega tvojega kaosa, meni je to super, ne, jaz sem si izbral to pot, ne. In to tudi nam dosti pove, ne, ko pogledamo vase, torej zakaj se mi ženemo za nekimi uspehi, ne. Koliko dostikrat rečemo, ok, še to naredim, pol pa bom, ne. Torej, bo čas za mir. In naš ego nas zna zelo dobro nasrati, ne. Še to, ne, še tole boš naredil, pol pa noge v luft, pa uživancija, ne. Pa zdaj so pa lovorike prišle, da boš pa malo tle gor zaspal, ne. Tega ni, ne. Ja. Ni, ker pa so že naslednje, ne. Ker vidiš, ker si ti v tem trenutku nisi dovolj, ne. In tudi čez en teden, čez en mesec, en uspeh kasneje, boš še vedno v tem trenutku in še vedno ne boš dovolj, ne. Neko raziskavo so naredili, ne, koliko je to dejansko srečo povezane. In do 60,000 evrov na leto, to so v Ameriki delali, tam so tudi standardi malo višji, pa malo druge cene, do 60,000 dolarjev na leto je bilo, da je to zelo vplivalo na faktor sreče, ne. Torej, ljudje, ki so imeli višje prihodke do te cifre, se je tudi sreča, neka ocenjena sreča, kakorkoli so to ocenjevali, se je stopnjevala. Od 60,000 evrov naprej ni bilo nobene razlike. Ne? Torej, da imaš ti te osnovo, ne? Da ti ne rabiš biti skozi v tem bitko za preživetje, ali bo šlo čez mesec, ali ne bo, ali bo to vodilo do nekih novih problemov, ker ti za ta nek baseline poskrbiš, potem tisto, kar je več, je pa stvar pohlepa, ne? Ni stvar sreče. Ne? Lahko jaz kaj dodam. Ta tema o denarju je bila meni vedno fascinantna, pa na začetku, ko sem bila dosti mlajša, sploh nisem vedela zakaj. Ampak denar te osreči, denar te pokvari, denar ne naredi nič, denar je samo sredstvo. In denar, kar pa je denar, je pa moč. In tako, kot je rekel Rok, dokler se ti ukvarjaš s položnicami,
si frustriran in ne moreš biti srečen. Ko pa ti zaslužiš neko določeno vsoto in ti ni treba več gledati na tekoči račun, ali boš prišel čez mesec ali ne, pa ne pomeni, da boš vsak mesec kupil Ferrari, ampak neke osnovne dobrine in pač, če vidiš neko bluzico, uro ali pa kolo si pač kupiš, potem denar nima več vrednosti v smislu tvoje sreče, tvojih čustev. A ne? Potem pa rečejo, da denar pokvari ljudi. Denar je moč in denar samo potegne to, kar v človeku je. Kar v človeku je. Zato, ker prej, ki ga ni imel, si tega ni upal privoščiti, ne? Zato, ker je imel nekoga nad sabo. Zdaj pa denar mu omogočil, ne vem, če gremo v neke ekstreme, te res ekstra bogati praktično so nedotakljivi, tudi na sodiščih. Zaradi vseh odvetnikov, zaradi vsega tega, ne? In oni takšni so bili ves čas. Človek ni dober in potem postane slab. Ampak je samo skrit, zato ker si ne more privoščiti biti slab. In to se na primer vidi na teh socialnih omrežjih, pri teh komentarjih. Prej je bilo vprašanje, ali smo zdaj čustveno inteligentnejši, kot smo bili v preteklosti. Jaz mislim, da smo, vendar da je ta razlika med sočutjem in čustveno inteligenco, a ne, nesočutjem, a ne, ker nesočutje ni čustvena inteligenca, nesočutje je psihopatizem. To je neka oblika osebnostne strukture. Čustvena inteligenca pa je to, da se mi zavedamo, da smo mi lahko z nekom hudobni, vendar nočemo biti. Da imamo mi možnost nekomu škodovati in nočemo škodovati, ampak hočemo delati dobro. In ljudje se vse bolj razhajamo, bolj na vsak svoj pol gremo, ne? In tukaj jaz vidim tisto, kjer je ta sovražni govor, kjer so en kup izgovorov o svobodi govora. Svoboda govora ni, ko prestopiš mejo dostojanstva druge osebe. Tukaj je stop, ker potem ni meje. Zakaj bi bila potem beseda meja, ne? Zakaj je potem strelno orožje? Potem bomo prišli do strelnega orožja, kmalu, ne? Javor, mogoče tukaj bolj tvoja stroka, ta komunikacija. Kako naša čustvena pismenost oziroma ta čustvena pismenost vpliva na to, kako se izražamo? Mislim, eno je čisto razumevanje čustev in občutkov. Tle se učimo nekega vokabularja, da znamo bolj, da nisem kako sem dobro, slabo, ampak da znam mogoče malo opisati različna čustvena stanja, da se znam povezovati v bistvu s telesom. Recimo, če mi nekdo nekaj reče ali pa če slišim nek komentar, ne, da ko ta informacija pride v moj sistem, da znam v bistvu najprej to zaznati. To je pač nek ta, recimo, če nekdo nekaj izreče ali pa če nekaj vidim, preberem nek komentar, je to nek sprožilc. In potem lahko pogledam, ko se moje telo odzove in lahko razpoznam ta odziv, pač čisto navznoter pri sebi. In potem, ko razpoznam pač ta odziv, to specifično čustvo ali občutek, lahko v bistvu uporabim to kot nek smerokaz za stik s potrebami. Se pravi, ne grem ponovati, standardni komunikacijski odzivi potekajo na to, da nekdo na nekaj reče, recimo nas kao užali ali reče neko besedo, ki mi doživljamo kot žalitev in se tle sproži v nas nek močen čustven naboj ponovadi, neka frustracija, bolečina. In gremo mi takoj iz tega čustvenega naboja v komunikacijski odziv. Se pravi, se dostikrat odrežemo od tega energijskega naboja, ne. Tle pa povabilo, da jaz to prevzamem odgovornost za to, kar se v meni dogaja, zaznam, to je zdaj trigger, znam to nekako predihati, to pač počnemo z vajami, zelo postopoma, vzpostavim stik s potrebami, kaj zdaj rabim, ne. Rabim mogoče malo več nejasnosti, kaj se tle dogaja, kaj hoče ta oseba v bistvu povedati, ne. In potem grem v dialog iz stika s potrebami. To je nekako meni se zelo zanimiva korelacija, ki lahko pride zelo prav v komunikaciji, ne. Ko se jaz počutim in občutke uporabljam kot feedback, kot
kazalce do nekih potreb, ne? Kire potrebe so zdaj zadovoljene ali niso zadovoljene. Kaj jaz dejansko rabim v neki specifični situaciji. In potem je še ta zadnji korak, je pa potem ta prošnja, ker tudi ni najbolj enostavno jo vedno poiskati, vsaj meni ne. Se pravi, ko vem, kaj rabim, kaj potem jaz prosim drugo osebo. Jih prosim, da vzpostavimo malo več stika, jih prosim za neko specifično akcijo, jih prosim, da me povzamejo, kaj so mi slišali, da sem rekel. Tako, to so te neki standardni 4 koraki. In kako v bistvu so občutki oziroma čustva nakazujejo na to, so neke potrebe zadovoljene ali niso zadovoljene. Ne? Se pravi, če so moje potrebe po stiku zadovoljene ali pa po spoštovanju zadovoljene, bom jaz čutil nek spekter občutkov, ne bom čutil mogoče neko odprtost, bo neka povezanost, sproščenost. Ne. Če v nekem pogovoru, recimo, neke moje potrebe po spoštovanju jih ne uspem zadovoljiti, bom pa verjetno bolj v nekem krču in frustraciji. In spet je to ogromno fokusa oziroma eno veliko povabilo je pri razpoznavanju tega notranjega sveta in prevzemanju odgovornosti. Zdaj si me tako to povzemanje. To mi je zdaj tako zanimivo, res. Kolikrat pa mi vprašamo osebo, da je povzami, kaj sem ti povedal, če me razumeš. Ne? To sem se zdaj tako noter. Ja, to je zanimivo. Mislim, da bi... Ja, lahko še vidva, kaj dodata, Rok? Bi kaj dodal tukaj? Javor zelo dobro povedal, ne? Torej, bolj, ko ti sebe razumeš, bolj svoje občutke, lažje izražaš svoje potrebe, manj se zapletaš v neke konflikte, ki so mogoče odveč, pa degradirajo nek odnos, ne vodijo do nekih rešitev. Ne? Ko ti enkrat razumeš, da si ti odgovoren za svoje občutke, za to, da to, kar ti čutiš, da je stvar tvoje percepcije tega, kar ti je druga oseba povedala, ne, kar ti je druga oseba povedala. Ne? Torej, nisi zdaj ti, jaz se zdaj tako počutam, ti si zdaj kriv za to, da se jaz tako počutam, ne? In zdaj bom jaz, ali se moram iz tega umakniti, ali se bom s tabo boril, kakršenkoli je moj odziv. Ker ti enkrat veš, da to, kar se ti počutiš, je stvar tega, kako ti to dojameš. Ne? Ti pa lahko to dojameš na različne načine. In ko se začneš malo s tem igrati, ne? Pa malo sebe opazovati, pa videti, ok, tle imam pa en kompleks, ki bi bilo fajn, da se ga reši, da delam na njem. Ali pa mogoče, to je pa za me nesprejemljivo, tako vedenje. Ne. To bom pa še vseeno vzon pustil, to pa še vseeno bom dopustil, da se nekdo do mene vede, tle moram pa smejo postaviti. Tudi tako, da veš, da tudi ta opcija obstaja. Ne. Eno je odgovorno za svoje občutke, drugo je pa tudi odgovorno za svoje okolje, da ti znaš tudi mejo postaviti tam, ko je treba, pa reči, to je pa za me nesprejemljivo, in te prosim, pa pol izraziš prošnjo, da to pa ni, to pa prosim, če ne počneš več. Ne. Res je, Jana? Tako da to se mi zdi. Jaz skoraj nimam kaj dodati, ker sta povedala vse, razen tega, da to, kar je Javor povedal, da lahko naredimo šele takrat, ko smo nekaj že naredili na sebi, ko si priznamo, da nas občutki lahko ugrabijo in takrat ne moramo iti po teh stopnjah, ki jih on govori. Se pravi, tista kritična točka je, da se zavemo, da takrat se moramo ustaviti, ne glede na to, kako težko je, in to smo spet pri frustraciji, da uspemo predihati, ne glede na to, kaj vse bi radi povedali, koliko bi radi zbežali, koliko bi radi kričali nazaj, koliko bi radi obtoževali, da se znamo ustaviti. To, da se znamo ustaviti in potem gremo po teh točkah. To mi je zanimivo, ker imam tudi oseben primer iz tega, ko sem šla skozi tesno izkušnjo, težko, in mi je svetovalec rekel, pač naj ne reagiram na prvo žogo, naj se grem umiriti, naj pejti na balkon, zadihi in pol reagiraj. In meni je bilo v tistem trenutku, ko on to meni rekel, a ti mene sploh slišiš, koliko jaz trpim. A razumeš? Jaz tega ne morem, jaz to moram iz sebe dati ven, koliko je to težko. In tukaj je zdaj vprašanje, koliko časa se zavedamo, če to govori naš ali naša čustva. Koliko to lahko prepoznamo zdaj, če govorimo iz, se pravi, čustev? Ali je to pač naš razum, pač tako, kot smo naučeni? Mislim, tle se mi zdi zanimivo, recimo, kakšna je sploh naša kapaciteta spet, da se povezovati s tem čustvenim svetom. Tle pri nenasilni komunikaciji je povabilo k temu, da pač gre za ta zorni kod, da je v bistvu vsak naš komunikacijski odziv je poskus zadovoljevanja nekih potreb.
ne glede na to, na kakšen način se izražamo. Gre bolj za razumevanje forme jezika, ki smo se je naučili, ne? To je pač ta šakali jezik, v smislu, to so neki specifični elementi jezika, ki jih uporabljamo, so nam zelo poznani, v smislu obtoževanja, ukrivljanja, diagnoze, evalvacije, diagnoze. In da znamo pogledati na ta program, da ga znamo razpoznavati, recimo to je neka prva faza, da sploh razpoznamo ta jezik, ki smo se ga naučili in te specifične elemente, to se lahko dela z nekimi preprostimi vajami, ne vem, pisanje recimo, ne. Ta jezik je vkomponiran tudi naše pač vzorce razmišljanja. In zdaj, če imamo to razumevanje, ko to lahko razpoznam in ne polno verjamem temu jeziku in gradim na te kapaciteti, da lahko vzpostavim stik s telesom, ne, potem lahko pridem do drugačnega odziva. Se pravi, da se zavedam, ok, to je moj naučen jezik, to sem jaz naučil. Te mišljenjske vzorce lahko spreminjam. Ljudje ne razmišljamo vsi na isti način, ne. Možda to se mi zdi, to je ta neka sposobnost te metakognicije, da jaz lahko pogledam na svoje, lahko opazujem tistega, ki opazuje, da lahko pogledam na svoje mišljenjske vzorce, da nisem zlepljen s tem, ne. Veliko ljudi po moje tudi sploh ne zna razlikovati med mislimi pa občutki, pa sploh ne zna razlikovati med občutki pa potrebami. Tako se mi zdi neka čisto taka osnovna razlikovanja osvojiti, pač razmejiti, čakaj, to jaz zdaj razmišljam na tak način, kako se počutim, To, da lahko spostavim stik s telesom, ne, to čutim, ne vem, to je bolj podobno frustraciji, bolečini ali pa neki radosti, odprtosti, da znam zaznavati. In tle govorimo potem o temu jeziku, občutku in potreb. Se pravi, sta dva jezika v bistvu, ne, dva različna jezika. En je ta šakali, ta program tega obtoževanja, kot sem prej povedal, drugo je pa, kaj se skriva v ozadju tega programa, kaj se skriva v mojem telesu, v bistvu jezik telesa. In zato lahko potem tudi na isto sporočilo gledamo iz različnih zornih kotov, ne. In zato iz tega vidika, ko se enkrat naučimo gledati na isto sporočilo iz različnih zornih kotov, da ne samo verjamemo tem besedam, ampak smo sposobni tega pogledati, kaj se dogaja izza besed, ko jih ta človek izraža, potem naenkrat žalitve nehajo obstajati. Ker so žalitve zgolj forma jezika, ki jo neka oseba, ki jih uporablja, kot nek tragičen poskus, s katerim skušajo zadovoljiti eno izmed svojih potreb, ampak so toliko izgubili stik s sabo, s svojim čustvenim svetom in svojimi potrebami, da tega ne znajo izraziti na drugačen način. To je nekako ta drugačen komunikacijski lup, ki nam ga ponuja pač ta pristop. Se lahko tukaj vrnem nazaj spet v otroštvo, da nisem bila naučena izražati pa verjetno jezo, žalost itd. Ja, lahko, tle je cel kup nekih zank, ne, ali pa ti je nekdo rekel, da je nekaj narobe s tvojo jezo, recimo, ne. Čim ta mišljenjski konstrukt, ta šakali, ta program je sestavljen tudi z tega, kakšen bi ti mogel biti, kakšen se spodobi, da si. Če ne boš ti tak, ne, kakšna je pridna punčka, kakšen je poreden fantek. Potem gremo lahko naprej tudi na razumevanje forme jezika, kakšen pomen smo se naučili dajati besedam, ne. Se pravi, neka beseda je lepa, neka beseda je grda. To je priučeno, nobena beseda ni lepa, nobena beseda ni grda. Ne, gre za neko formo, gre za neko besedo, ne. Ali pa zanj smo imeli, neka beseda je nespoštljiva. In je zelo zanimivo, kako isto besedo različni ljudje dojemamo na različen način. Tako fascinantno, če jaz dostikrat na delavnicah pol delam poskuse, recimo izrečem neko besedo, ki je lahko mogoče malo sporna za nekatere in so zelo različni odzivi. Se pravi, to je to razlikovanje med sprožilcem in vzrokom. Ista beseda lahko sproži v različnih ljudeh različne odzive. Zanimivo. Mogoče samo še to, recimo, čist plastičen primer, recimo knjiga, ne. Recimo, da bi jaz zdaj prebral to knjigo in bi rekel, tebi rekel, ta knjiga je res najboljša knjiga na svetu, ne. Res the best knjiga, stari, ne. Ta pisatelj je car, ne. V bistvu diagnosticiram knjigo, ne. In potem bi recimo ti prebral to knjigo in bi rekel, ta knjiga je brez veze, stari. Ta knjiga kar nekaj, ta pisatelj sploh ne ve, kaj piše, tip je totalen debil, to je za nič knjiga, ne. Uporabljava jezik obsojanja in diagnosticiranja, ne.
Ampak ti, če pogledaš, ta knjiga je knjiga. Pač, če bi zdaj šli listati, črke se niso spremenile, vse je ostalo isto, ne? In kaj zdaj? A je zdaj ta knjiga kaj? Dobra ali slaba? A zdaj ona ne ve, kaj je, ne? A ni čez ziher? Ne. Se pravi, to je jezik obtoževanja in okrivljanja, v bistvu govori o nekem našem doživljanju notranjem, ne? Enako velja za filme in enako velja za, v bistvu tudi za ljudi, ki jih obtožujemo, ne? Se pravi, nek človek je nekaj rekel, nekaj naredil, to je nas sprožilo neko čustveno reakcijo, potem nismo uspeli zadovoljiti nekih potreb in potem gremo obtoževati. Nekdo drug bo imel pa s tem istim človekom čisto neko drugačno izkušnjo, recimo, ne. Tako, to se mi zdi čisto zelo zanimivo lahko za raziskovanje tisti, ki si pač želijo iti v to, no. Zelo zanimivo mi je bilo tole poslušati in zelo mi je bilo blizu, ne. Sem pa ves čas premišljevala, kako spraviti to realno v prakso. In tukaj se pa potem že malo ustavi v tem, vsaj meni osebno, v tem medčloveškem, a ne. Prav je, da gremo na ta način. Ni dobro, ni slabo, je samo naša razlaga, a ne. Tako, kot jaz rečem ženskam, ne pričakuj ničesar. In tukaj je nemogoče, ker to ni v naši domeni. Jaz se lahko razumsko ustavim, da ne delam pričakovanj, vendar so pričakovanja globoko v meni, v nezavednem, ne. No in tukaj je fajn, da to vemo, kar si ti povedal, da takrat, ko smo čustveni, ko gledamo svoj ekran, da si rečemo, čakaj malo, mogoče pa to ni tako, kot neko orodje. Hkrati pa, da ko imamo čustveno osebo na drugi strani, da mu ne rečemo, sorry, to je samo tvoja perspektiva, s tem se ti ukvarjaj sama, ne. Spet smo pri tistih mejah, pri tistem oknu dvoma, koliko moram jaz vseeno iti preko tega v prakso in reči, razumem, da se ti tako počutiš, žal mi je, da sem to rekla, a ne. Koliko pa, ja, veš, se to je samo beseda, a ne. In ni prav, da ti tako čutiš, ker potem pa spet nismo nič naredili, ne. Ampak je pa fajn, da povem, ampak iz mojega vidika, a ne, ta beseda ne pomeni to, kar pomeni tebi, na katere strune je zaigrala pri tebi, a ne. In potem se lahko začnemo pogovarjati, na katere strune je zaigrala, kako dejansko se ti počutiš, kdaj si se že tako počutil in zakaj se tako počutiš in katera beseda bi bila bolj ustrezna, ne. Tako da tole je super, res. Ja, meni se zdi to zanimivo, ne, to besede, ne. Ena stvar, ki se kot mlajši ne zavedamo, pa pol, če malo delamo na sebi, je, da vsako besedo, sploh abstraktne pojme, vsak od nas dojema drugače. Ne? Torej, če dam jaz kjerokoli besedo, damo tle besedo odgovornost, damo tle besedo ljubezen, damo tle besedo jezo, ne? Vsak od nas ima neko drugo definicijo oziroma drugo dojemanje te besede, ne? In se mi zdi, da v odnosih je predvsem ta komunikacija, ta del, ki ste zdaj izpostavili, ne? To, da se mi pogovarjamo o tem, kaj za koga nekaj pomeni, ključnega pomena, ne? Ker mi dva lahko izgovarjava iste besede, pa jih vsak dojema drugače, ne? In ne moramo priti skupaj, zato ker govorimo o različnih stvareh, ne? Zato je pomembno, da mi tudi ta naš slovar malo gremo, pa se v slovar poglobimo, ne? Ker beseda je vedno prst, ki kaže na luno. Nikoli ni luna. Luna je beseda, ko opisuje nekaj, kar vidimo. Vidimo mogoče isto sliko, ne? Če iz istega zornega kota gledamo, ampak beseda nikoli ne predstavlja tega, a ne? Je vedno pač smerokaz, ne? In abstraktni pojem, ki ga pa ti ne moreš videti, ne, ki ga pa začutiš, ki ga dojameš, recimo beseda ljubezen jo vsi dojemamo zelo različno, ne, za nekoga to pomeni nekaj bolj spolne narave, za nekoga to pomeni bolj del sprejemanja, za nekoga pomeni to, ko nekdo da nekomu nagrado za eno delo, ne. Imamo različna dojemanja, tudi ko smo bili majhni otroci, naša prva izkušnja z besedo, ne, je zelo velik del definirala, ne, odgovornost, ne. Ti si odgovoren za to, ne. Mogoče nam je bila odgovornost predstavljena kot krivda, pa se zdaj v odraslem življenju otepamo kakršnekoli odgovornosti, zato ker mislimo, da če bomo prevzeli odgovornost, da bo temu sledila ena negativna izkušnja, ena kazen, ne. In to zelo nas definira, recimo, našo sposobnost vodenja, ne. Tako da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o teh pomenih besede, ne. Pa še ena tudi stvar se mi zdi tle pomembna,
da se omeniti, je, da se zavedamo, da mi v različnih stanjih so ti naši procesi različni. Torej, mi ene stvari bomo dojeli na zelo drugačen način, če bomo siti ali pa če bomo lačni. Da se naši odzivi razlikujejo, da občutki v nas se drugače odvijajo v različnih stanjih, kot smo. In če mi nimamo tega baselina poštimanega, torej, da mi se zdravo prehranjujemo, da skrbimo za svoj notranji mir, da skrbimo za čustveno inteligenco, da mi se skalibriramo na nek način in da imamo neko naravno stanje. Če je naše življenje kaos, pomeni, da mi ne bomo mogli tudi zaupati tem svojim občutkom pa svojim mislim, ker bojo ob isti situaciji v različnih stanjih drugačne. In če hočemo res delati na svoji rasti, pa res pač razvijati to čustveno inteligenco, se mi zdi, da je ključnega pomena, da mi poskrbimo za to osnovo, za ta naš temelj, da je zelo konsistenten, torej, da so, recimo, če že ne drugega, da začnemo jutranjo rutino na isti način vsak dan. Da si postavimo, da kakor recimo imaš naprave za kalibriranje, torej kalibriranje tiskalnika, kalibriranje tiska, daš napravo, da zmeriš, barve so skalibrirane, v redu, zdaj vemo, kaj pričakovati od tega tiska naprej. Zdaj vemo, da ko smo skalibrirali, da smo dali na 0, zdaj vemo, da bo ta zadeva štimala. Isto kitara, jo oglasiš, imaš napravco, da ti kitaro oglasiš, da veš, kaj od nje pričakovati. Ker če ta kitara ni uglašena, bo še isto delo, bojo čist drugi zvoki bojo ven prhali. In pri naši čustveni inteligenci je isto. Če mi poskrbimo za to, da se mi skalibriramo zjutraj, da poskrbimo, da smo dobro spali, da smo nekaj pojedli, nekaj dobrega za nas, da smo pomeditirali, da smo ta jutranji kortizol malo spravili ven iz sistema, da nismo že takoj v stresu, da smo nekaj naredili za svoje telo, da spravimo metabolizem v pogon, da poskrbimo za to osnovo. Potem, ko se zgodi ena situacija, ki mene zbode na nek način, ko pride do neke notranje reakcije, lahko jaz na to zadevo, kolikor se da, objektivno gledam, zato ker imam dnevi so taki, to se je zgodilo, to je zdaj drugače od prejšnjih dni, torej zakaj se je to zgodilo. Zdaj, če sem pa jaz lačen, pa ne prespan, pa se lahko pa ena stvar zgodi, ki je nekaj čisto običajnega, ki ni žaljiva beseda ali pa karkoli. Je lahko ena beseda, ki mi je mogoče ta trenutek nepriročna ali pa vodi v nekaj, kar jaz dojamem, da bo to vodilo v neke dodatne aktivnosti, ki jih jaz enostavno ne morem, ker sem preveč izčrpan, pa bo to sprožilo neko reakcijo in bom jaz čisto razštela, ne bom več vedel, kaj gor pa dol. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno pri tej naši čustveni inteligenci, da mi ta temelj, da res skrbimo zase. Ker če tega ni, je potem, kakor da bi ti imel 100 kitar, vsak dan igraš drugo, vsaka je na drug način razglašena, vsakič je drug komad, ti ne veš, pač ista formula ne bo delovala za tebe. Tako da se mi zdi ta del, da je zelo pomembno, da ga vzdržujemo. Jaz tudi, ko delam na tem performance coachingu, prvo to poštimam. Prvo gremo se lotimo, da spanc. A je spanc? Če spanc ni poštiman, vse ostalo džabe delati. Kamo ti se rihtali? To so finese. To je isto, kar imaš avto, ki ti ne dela v garaži, pa boš rekel, ok, idemo ta avto zrihtati, pa bom jaz najprej nalepke gor dajo. Ne, pač ti se moraš najprej voziti. Torej, prvo je spanc, pol je prehrana, pol je skrb za to, da si ti malo stran od ekrana, da nisi skozi ekranom, da poskrbi za nek ta notranji mir, da znaš biti sam sabo. Pol greš pa ti v razumevanje čustev pa vse to. Ker šele takrat boš ti lahko te stvari prebral na nek, kakor se da objektiven način, tako je, vemo, pač objektivnost ne obstaja, ampak za nek moj pojem, da se jaz nekaj objektivno lahko gledam, pomeni, da danes gledam na to tako, pa včeraj sem tudi gledal na to tako, zato ker sem bil v nekem istem levelu naspanosti, pa da so bile moje potrebe, tako večkrat lepo izraziš, zadovoljene te osnovne. Lepo povedano. Še kaj dodati? Mislim, sem povem, pač le govorim potem o percepciji, in meni se čisto zanimivo, čustva obarvajo našo percepcijo, delujejo kot nek filter. In tako smo rekli prej, imaš težek dan, nimaš težkega dneva, ampak lahko je čudovit sončen dan in če je tle, pač ni te čustvene regulacije, če je neka frustracija, tesnoba, bo ta, tudi če je čudovit sončen dan, ne bo tako dober, mi bo šlo nekaj na živce. In spet, če se naučim to regulirati, bom lahko isti dan doživel na drugačen način. Ena čisto še taka vaja zanimiva iz komunikacije se meni zdi, ne vem, če se je komu zgodilo, mogoče se komu od poslušalcev, ko imamo kakšno pisno interakcijo in smo recimo neregulirani, recimo razdraženi, je to nek trigger, čutimo neko jezo in nekdo, recimo, jaz sem tako izkušnja, mi pošlje sporočilo
In samo ono sporočilo, zaradi tega, ker sem bil v tem survivalu, sem doživljal kot napad. Ne? In sem se hotel že odzvati napadalno. Vaja je taka, da potem takrat ne odpišeš, počakaš 2-3 dni ali pa narediš neko orang dihalno vajo in se vrneš čez 3 dni ali pa čez en teden. Istemu sporočilo, ko si pomirjen. Recimo, to se meni večkrat zgodilo in sem pogledal čez en teden in sem čisto drugače prebral. Isto sporočilo. Spet tako, kot govorimo o knjigi. Ne? In je fascinantno, koliko nam v bistvu ta čustva in te preživetveni goni zameglijo percepcijo. Zato se mi zdi tako pomembno ta observacija, kaj bi zdaj posnela kamere, kaj so specifične besede, kaj je oseba rekla, kaj dejansko jaz zdaj vidim. Dostikrat dan tudi primer, recimo v družinskih situacijah, kamera bi posnela recimo tihožitje neke nepomite šalice na pultu. Ne? In eni mami se sname čist, ne. Medtem ko observacija je pa pač nepomita šalica. Tako, in kakšen močen trigger je to lahko za nas, ne. Tako, neko tako osnovno razlikovanje med kaj je observacija, kaj si jaz interpretiram, kako jaz doživljam, se mi zdi, da nam je lahko v komunikaciji zelo, po odnosih zelo podporno, ne. In pol lahko rečem, wow, čakaj, nepomita šalica, čakaj, jaz sem zdaj zaradi te nepomite šalice, tle, ko to vidim, ne, se meni svet podira, a ni to zanimivo? Kaj si jaz razlagam, kakšne so moje prepričanja, zakaj to tako doživljam? Pa mogoče po kosilu, ne, ko boš se najedel, pogledaš isto šalico, pa se vprašaš, ok. Ja. Oj, se sam Ja. umazana šalica, Ja. lačen, ful drugačen. Jaz bi tukaj dodala samo še to, ne, da gre tudi za to, kaj mi občutimo, da mi potem moramo narediti. Ne. Mi dobimo neko informacijo, kjer imamo možnost izbire. Ali bom nekaj naredila ali ne bom naredila. In bojo vsi preživeli, ne? Ampak če je v meni, a ne ta osnova, da moram ugoditi zaradi tega, ker se potem že nadaljuje, da bom ustrezna, vredna, dobra, da ne bom kriva, a ne. To je vse tako prepleteno, jaz temu včasih rečem, to je ko makrame s temi vozli, ki imaš 50 različnih niti, ali pa kot čipka idrijska, a ne, ker vsaka nit bi imela svojo barvo, na koncu več ne veš, kaj je vzrok, kaj je posledica, kje je začetek, kje je konec. In zato je res toliko pomembno, da takrat, ko smo mi čustveno razvrvani, ko smo čustveno ugrabljeni, da ne naredimo nič, ker tako je treba rešiti samo življenje. In to je 5 stvari, ki je treba takoj ukrepati. Vse ostalo lahko počaka. Lahko počaka odgovor, lahko počaka, da moramo nekaj nesti, lahko si vzamemo odmor. Jaz moram zdaj tole dol in potem bom še enkrat pomislila. Da se vam vsem zahvaljujem, da ste si danes vzeli čas, da smo malo podebatirali. Tako da iskreno hvala vsakemu.